Kako ste torej v tem času, ko pouk poteka od doma, delo organizirali na osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško? Pravzaprav je takole. Že od ponedeljka 16.3. je šola zaprta in tako pouk poteka nadaljavo. Ko smo strani ministrstva prijeli nekaj teh navodil, to je bilo v četrtek 12.3., smo se na šoli že nekako takoj odločili, da vzpostavimo pouk nadaljavo, torej na način, da učence od 1. do 5. razreda vzpostavimo komunikacijo preko e-naslovov staršev. Na predmetni stopni, torej za učence od 6. do 9. razreda, pa z obveščanjem preko spletne strani v šole. Ne? In tako so učitelji posameznega strokovnega aktiva pripravili en načrt oziroma navodilo za učence in za starše, kako bo pravzaprav zadeva potekala, kako se naj otroci znajdejo, kako naj se organizirajo in da naj ves čas spremljajo tudi spletno stran šole, kjer bodo podana obvestila, ki jih bomo sproti prejemali in mi strani ministrstva in pa potem, da jih posredujemo naprej tudi učencem in pa staršem. Ali ste bili že prej pripravljeni na to spremembo? Ste s konkretnimi pripravami torej začeli že prej? Mi spremembo nismo bili pripravljeni. Če sem pa iskrena, smo pa glede na to, kako je vse skupaj že tisti zadnji teden potekalo, malce razmišljali tudi o tej možnosti, da se bo verjetno zagodilo kaj takega, da bo potrebno pouk spremeniti v smislu tako, kot je zdaj narejen, torej pouk nadaljavo. Kakšne so vaše prve ugotovitve, ali pouk poteka po pričakovanjih? Ja, lahko rečem, da pouk poteka po pričakovanjih. Tukaj nas je res zelo, zelo presenetil pozitiven odnos do dela strani učencev in pa staršev. Smo se našli z nekaterimi težavami, predvsem so bile tukaj tiste tehnične težave pri dostopu do gradiva, ampak starši in učenci so res izkazali izjemno zavzetost in pa pripravljenost. Vse, kar se dogaja, težave, pomanjkljivosti, jih rešujemo sproti. Zelo smo veseli, če nam pri tem pomagajo s povratno informacijo in učenci in pa starši, ker šele tako potem lahko rešujemo tisto, kar je v tistem trenutku najbolj pomembno. Je pa res največja težava zdaj ta, da vsi učenci nimajo računalniške opreme, zato smo v tem tednu, torej že prejšnji teden, četrtek in petek in pa zdaj tale teden pričeli pridobivati to opremo. Ponudilo se nam je eno podjetje iz Krškega, ki nam bo s tem tednom zagotovilo 7 računalnikov. Prejeli pa smo že tudi ponudbo ene družine naše, ki bo tudi nam dala računalnik in ga bomo lahko potem predali naprej otroku, ki ga v tem trenutku potrebuje. Tako da ta akcija je stekla. Stekla je tudi akcija glede internetne povezave strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in pa našim ministrstvom bomo enemu učencu omogočili tudi internetno povezavo. Mislim, da je to že en tak velik korak in pa način, kako lahko delno zmanjšamo razlike med učenci, ker že tako ali tako so. Kako pa je na državni ravni? Znano je, da pred dobrima 2 tednoma, ko so se šole zaprle, ni bilo pripravljene enotne strategije, usklajenih pristopov, spletne platforme in podobno. Ja, res je. Šole, ravnatelji in pa učitelji smo se znašli sami. Zdaj, kako je na naši šoli, res upam si trditi, da smo bili zelo, zelo uspešni. Naši učitelji so se izjemno potrudili in se zavzeli, da pouk steče in tako smo že v tretjem tednu pouka nadaljavo. Se lovimo še glede količin posredovanih vsebin, glede samih vsebin. Zavedamo se, da z delom ne smemo preveč obremenjevati učencev, niti staršev in da ne smemo prelagati dela učitelja posebej na starše. Otroci naj bi čim več dela opravljali samostojno
Je pa res, da smo v situaciji, ki je v naši praksi še ni bilo, zato se iščejo najboljše rešitve in pa vsak dan se usmerjamo k izboljšavam, spremljamo priporočila ministrstva in tudi ta priporočila, ki smo jih zdaj prejeli, vsekakor bodo v pomoč in bodo usmerjena v nadaljevanje naše poti. Se morda pripravljate tudi na morebitno podaljšanje šolskega leta? Vse kaže, da se pouk ne bo podaljšal. Natančnih navodil glede tega strani ministrstva še nismo prejeli. Vse, kar spremljamo po medijih in pa seveda ministrstvo nas tudi obvešča, tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo. Učiteljica kemije na osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško je ob tem pojasnila, kako v tem času poteka pouk. Tako, jaz za učence na teden pripravim gradivo za 2 šolski uri, kajti kemija je na urniku 2-krat na teden. Gradivo se objavi na šolski spletni strani. Učence pozovem, da delo redno in za sproti naredijo, da svoje zvezke po možnosti fotografirajo in mi fotografije pošljajo na elektronski naslov ali pa smo na vezi tudi preko Instagrama. Njihove fotografije pregledam, učencem redno odgovorim, pokomentiram njihovo delo, jih spodbudim, da kaj dopolnijo, popravijo, če je to potrebno. Kaj in koliko pričakujete od učencev v tem času? Od učencev pričakujem redno šolsko delo, da izpolnijo tisto, kar jim napišem, da ostajajo v stiku s šolo, da ostajajo v stiku z mano kot razredničarko. Zelo sem vesela kakšnega dodatnega vprašanja. Kako pa je z ocenjevanjem? Trenutno ocenjevanje še ni, čakamo na mogoče dodatno navodila strani ministrstva, zaenkrat pa snovi ne ocenjujemo. Kar se tiče ocenjevanja, je treba seveda prej tudi snov preveriti, utrditi, kar pa mogoče malo manjka še v tem času. Pred učitelji je odgovorna in zahtevna naloga. Ali sedaj porabite več časa na učno uro, kot če bi učili v razredu, kot običajno? Več časa porabim, zato ker moram svojo učno uro drugače organizirati. Pogrešam razgovore z učenci, pogrešam metodo, da sami pridejo do svojih odgovorov. Predvsem pa veliko časa porabim za to, da poslano gradivo strani učencev pregledam in jim poskušam res tudi redno odgovoriti. Kakšni so zaenkrat odzivi staršev, tudi kar se tiče same kakovosti pouka? Starši poročajo, da učenci redno delajo, da uspejo nekako v enem tednu narediti snov, ki jo učitelji pripravimo. Pogrešajo kakšno dodatno razlago, jih pa seveda tudi njih skrbi ocenjevanje, še prej pa seveda tudi preverjanje znanja. Takole učitelji se javljajo, vsakodnevno imamo kontakt, spostavili smo že tudi videokonference z njimi, v tem tednu jih nadaljujemo in vsi skupaj res pogrešamo šolo. Pogrešamo obraze otrok, njihove nasmehe, ta vsakdanji vrvež in v razredih in na hodnikih in po celi šoli. Šolski zvonec se še vedno oglaša na šoli, sama sem bila nazadnje v šoli pred 10 dnevi in je bilo prav čudno, ko je slišati zvonec, nikjer pa nobenega otroka ali pa ostalih zaposlenih. In res upamo, da se kmalu zopet vidimo in slišimo v naši šoli. Vsem želimo res obilo zdravja, razumevanja in energije, ter vsi skupaj upoštevamo preventivne ukrepe.